Ste v gozdu kdaj naleteli na takšne oznake in se vprašali, kaj pomenijo? Gozdovi so za namene načrtovanja in spremljanja gospodarjenja z gozdovi razdeljeni na ureditvene enote, ki so na terenu označene z rdečo barvo. V Sloveniji imamo 14 gozdno-gospodarskih območij, v katerih je gozd razdeljen na gozdno-gospodarske enote. Meje med gozdno-gospodarskimi enotami so označene s 3 rdečimi vodoravnimi črtami. V gozdno-gospodarskih enotah je gozd razdeljen na oddelke, ki so označeni z 2 vodoravnima črtama in številko. Oddelki se lahko razdelijo na odseke tako, da je glede na rastišče, zgradbo gozdov ali njihovih funkcij omogočeno razlikovanje ciljev in smernic, pri tem pa meje odsekov praviloma ne sekajo parcelnih mej. Odseki so označeni z enojno rdečo črto in malo tiskano črko. Na terenu primerne oznake zarišemo na drevesih, ki rastejo ob meji, in na oraščene skale. Silhueto detla v modri barvi označujemo habitatna drevesa, ki so pomembna iz naravovarstvenega vidika in morajo ostati v gozdu do razkroja. Na ta način povečujemo delež odmrle in odmirajoče lesne biomase na območju vrst, predvsem ptic in žuželk, ki so vezane na večji delež odmrle lesne biomase. Gozdarji gozdne rezervate označujemo z dvojno modro črto. Ekocelice pa so območja, v katerih za določeno obdobje ne gospodarimo in jih označujemo z eno modro črto. Za označevanje mej parcel nismo zadolženi gozdarji, ampak morajo za to poskrbeti lastniki parcel sami. Običajno jih označijo z enojno črto na drevesih in skalah. Obstajajo pa še nekatere starejše metode označevanja mej parcel z zarezami v debla, klesanimi križi ali številkami v skale, skupi kamenja ali presekami. Če imate svoj gozd, naj vam bo ta video spodbuda, da obiščete svojo parcelo in obnovite označbe. Ostali uporabniki pa zdaj veste, kaj pomenijo oznake, ki jih srečate v gozdu.